Potisk s prsi oziroma bench press je drugi izmed 3 tekmovalnih dvigov, ki se izvajajo v powerliftingu oziroma troboju moči. Hkrati je tudi edini izmed 3 dvigov, ki ima 3 sodniške ukaze. Potem, ko je palica naložena, ima tekmovalec 1 minuto časa, da zavzame začetni položaj, na kar prejme svoj prvi ukaz dol. Iz začetnega položaja tekmovalec nato palico spusti do prsi, kjer se mora palica popolnoma umiriti. Ko se palica popolnoma umiri, prejme svoj drugi ukaz gor. Ukolikor palico uspešno vrne v začetni položaj, kjer se palica ponovno popolnoma umiri, prejme svoj tretji ukaz stojala. Ustrezen začetni položaj pomeni, da tekmovalec prime palico tako, da jo drži ožje ali tako, da še pokrije zunanje zareze na palici. Komolci morajo biti v začetnem položaju popolnoma iztegnjeni, hkrati pa mora tekmovalec ohranjati stik s klopjo z glavo, zgornjim delom hrbta in zadnjico. Stopala morajo biti hkrati tudi popolnoma plosko na tleh. Potem, ko tekmovalec uspešno zavzame začetni položaj, dobi tudi svoj prvi ukaz dol. Dol! Potem palico spusti do prsi, kjer se mora le-ta popolnoma ustaviti. Hitreje kot tekmovalcu uspe umiriti palico, hitreje bo dobil tudi svoj drugi ukaz gor. Gor! Po prejetju drugega ukaza palica ne sme več potovati v smeri navzdol, temveč jo tekmovalec vrne v končni položaj, ki mora biti enak začetnemu, kjer se palica ponovno popolnoma umiri, prejme svoj tretji ukaz stojala. Stojala! Pred začetkom dviga si palico iz stojal lahko vzamete sami ali vam pri tem pomaga spoterska ekipa. Hkrati tudi po samem dokončanju dviga palico lahko na stojala vrnete sami ali vam pri tem pomagajo spoterji. Hkrati pa se je treba zavedati, da je za vse tekmovalce spoterska ekipa enaka, kar po domače pomeni, da vam pri tem ne more pomagati vaš prijatelj, s katerim skupaj trenirate, in je to pametno upoštevati tudi pri samih pripravah. Na dan tekme ima tekmovalec pred samim začetkom dviganja čas, da na platformi preveri zanj ustrezno višino stojal in višino varoval. Med potiskanjem palice rahel dotik palice s stojali še ne bo štel kot neuspešen dvig, a tekmovalec se s palico stojal ne sme dotakniti z namenom, da bi si dvig olajšal. Razlogi za neuspešen dvig so lahko neuspešno dokončanje samega dviga, neupoštevanje sodniških ukazov, odstopanja od pravilne izvedbe in napačno oziroma nepravilno uporabljena oprema. Neuspešno dokončan dvig pomeni, da tekmovalec po prejetju drugega ukaza prvič, palice ni uspel uspešno vrniti v začetni položaj, drugič, da se je ta na prsih še dodatno pogrezala, oziroma tretjič, da je pri samem potiskanju sredine palice potovala tudi navzdol in ne samo navzgor. Razlog za neuspešen dvig je lahko kakršnokoli prehitevanje sodniških ukazov. Največkrat pa se na tekmi zgodi, da predvsem začetniki po uspešnem dokončanju dviga prehitijo tretji sodniški ukaz, namenjen vračanju palice nazaj na stojala. Najpogostejše napake pri sami izvedbi so dviganje pet, dviganje zadnjice, dviganje glave, nepopolnoma iztegnjeni komolci ali napačno prijemanje palice.
Tekmovalec palice ne sme prijeti preširoko, hkrati pa moramo palico oprijeti z vsemi 5 prsti. Najpogostejša napaka pri uporabi opreme je to, da si tekmovalci povoje za zapestja povijajo previsoko na zapestju ali to, da pozabijo, da je potrebno pred samim prihodom na platformo zanko okrog palca odstraniti. V primeru, da tekmovalec med dvigom uporablja tudi pas, je treba biti pazljiv, da v spodnji poziciji palice ne odloži na pas. Tekmovalec se z namenom olajšanja dviga s stopali ne sme upirati ob klop, uporablja lahko obutev z peto ali brez, hkrati pa nižji tekmovalci lahko zaprosijo tudi za uporabo blokov, s katerimi si podložijo stopala. Dol, gor, stojala. Upamo, da smo s tem posnetkom odgovorili na večino vaših najpogostejših vprašanj ter vam s tem olajšali uspešno pripravo na dan tekme.